Prihaja jesensko-zimsko obdobje in z njim pogostejša prehladna obolenja. Prehlade povzroča več kot 100 različnih virusov in da je zmeda popolna, se jim je letos pridružil še novi koronavirus s podobnimi simptomi. Za virusno okužbo dihal odrasli zbolijo v povprečju 3 do 5-krat, otroci celo do 8-krat letno. Ker na dovzetnost za okužbe z virusi pomembno vpliva odpornost našega organizma, pravočasno poskrbimo za svoj imunski sistem. Imunski sistem je obramba predvsem pred mikroorganizmi, pred mikrobi. Sestavljen je iz organov, tkiv, celic in topnih molekul. Vključen je pravzaprav v celoten naš organizem in nas ščiti pred virusi, pred bakterijami, pred glivicami, pa tudi pred lastnimi spremenjenimi celicami. Deloma je to že urojen, se pravi, pridemo že na svet z imunskim sistemom, ki mu rečemo urojena veja imunskega sistema, in ta predstavlja prvo fronto in deluje tudi kasneje v življenju na ta način. Pridobljeni imunski sistem je tisti del, ki ga pravzaprav razvijamo vse življenje. Imunski sistem ves čas deluje. Tudi ko mi ne občutimo bolezni, se srečujemo z mnogimi mikrobi. In seveda, takrat je imunski sistem aktiven in težko deluje proti več mikrobom naenkrat. Zato so tudi nevarne dvojne, trojne infekcije. Seveda, če je imunski sistem že v osnovi oslabljen, se težje odziva na dražljaje iz okolja, je manj učinkovit in zato hitreje zbolimo. Zato je pomembno, da skrbimo tudi za imunski sistem, tako kot skrbimo za ostale telesne in duševne funkcije organizma. Sara Savnik je uspešna, naglušna manekenka, Miss Universe 2013 in modna oblikovalka. Ko je pred 10 leti doživela hudo prometno nesrečo, je spoznala pomen zdravega načina življenja. Spadam v tisto skupino ljudi, ki mi ni samo pomembno, kako izgledam na zunaj, se pravi, se dobro počutim v oblečilih, da sledim modnim trendom, ampak da se tudi navznoter, se pravi, da je moje telo zdravo, da sem v dobrem psihičnem, kondicijskem pripravljenosti. Sem hude poškodbe hrbtenice, vrata, medenice. In takrat sem začela malo bolj razmišljati o tem, da bo pač treba malo na drugačen način poskrbeti za svoje telo. Zmeraj sem se rada ukvarjala s športom, oboževala sem sprehode v naravi, bila zunaj, ampak takrat se mi zdi, da je pa to mojemu življenju dalo še eno piko na i, še malo bolj globlji pomen. Zavedala sem se, da bom mogla nekaj narediti več. In tudi moj fokus je trenutno bolj v zdrav način življenja. Pred 4 leti je Sara Savnik s partnerjem odprla v Ajdovščini nutricionistični klub, v katerem ljudi osvešča o zdravi prehrani in pomenu gibanja. Poudarja, da karantena ne sme biti razlog, da pozabimo na svoje zdravje. Meni dosti ni ne karantena, ne to zaprtje občin mi ni predstavljalo velikega problema, ker je, kakor sem že rekla, jaz imam svojo dnevno rutino, ki mi je noben virus ne more vzeti. Moja rutina je bila še zmeraj ista, se pravi, dan sem začela z zajtrkom, tle bi pač dala en velik poudarek, da zdaj vsi govorimo o jačanju imunskega sistema, ampak začne se s takimi preprostimi osnovami, kakor je recimo zajtrk. Več kot 70% Slovencev ne zaužije zjutraj zajtrka. Tako da ja, jaz bi vsakemu svetovala, da začne pri osnovah graditi svoj zdrav življenjski slog, se pravi z zajtrkom, ki naj bo res uravnotežen, naj bo bogat z beljakovini, vlakninami. Namesto kave dajmo telesu že v začetku dneva vodo, ne kavo. Kavo zamenjamo mogoče s kakšnimi čaji, ne sladkani. Ne vem, da se ne poslužujemo raznim sladkim, gaziranim pijačam, napitkom. Da probamo kuhati doma, ne,
da smo tudi zunaj na svežem zraku, da res 1 uro na dan preživimo zunaj, ne glede na to, na vreme, kakršno je. Taki majhni koraki nam jačajo imunski sistem. In pa seveda, da začnemo razmišljati o raznih preventivah danes, ne, že ko smo malo na hodniku, že malo pokašljujemo, ko mogoče izgubimo glas. Veliko ljudi se mogoče, če se lahko te teme dotaknem, prehrambene dodatke, loti jesti na jesen ali pa ko se že kakšen simptom loteva, ne, naše telo potrebuje vitamine, minerale, kalcij, omega 3, 6 maščobe čez celo leto. To je tako, kot da bi avto tankali samo po zimi. Mislim, da daleč ne bomo prišli. Ampak mi se z našim telesom kot strojem, kot nekim motorom obnašamo, sej bo, ne, dokler nas res kaj takega, kaj hujšega ne doleti. Da so prehranska dopolnila smiselna, pritrjuje tudi profesor dr. Božič z Fakultete za farmacijo. Seveda je pomembna tudi uravnotežena prehrana. Včasih je veljalo raznolika prehrana zadošča za vse, danes pri množici različnih diet, pri množici obdelane hrane, ni nujno, da dobimo vedno zadosti vseh snovi. Tukaj so predvsem na udaru mikrohranila, ki jih potrebujemo sicer v miligramskih ali še manjših količinah, pa so vendar življenjsko pomembna, kot so vitamini, minerali, esencialne aminokisline. Zaradi velikih obremenitev so smiselna v določenih obdobjih tudi prehranska dopolnila, ampak seveda z razumom. Pomembno je tudi, da smo zadosti hidrirani, se pravi, da zadosti pijemo. Še posebno pri okužbah, pri virusnih okužbah pa zadostno vnosom tekočin tudi pomagamo odstranjevati viruse. Od stanja našega imunskega sistema je odvisen tudi potek bolezni COVID-19. Dejstvo je, da lahko vsi zbolijo, verjetnost hudega poteka pa je odvisna od več dejavnikov. Pomeni, da lahko zboli seveda 25-letni študent medicine, ki je bil močno izpostavljen virusu in lahko tudi zaradi te bolezni umre. To vemo, to smo videli, tako da to ni neka taka stvar. Je pa seveda večja verjetnost, da bo hud potek, če je nekdo starejši, če ima sladkorno bolezen, ki kvari žile, če ima arterijsko hipertenzijo, ki kvari žile, če ima veliko drugih stvari, ki v bistvu vplivajo, da ta bolezen hujše poteka. Druga stvar je seveda tudi naša rezerva zdravja, tako imenovana. Če boš hudo zbolel, pa če si bil prej relativno dober, da si hodil okrog, da si bil v dobri fizični kondiciji, potem tudi več tednov intenzivnega zdravljenja ne predstavlja neko oviro, ki bo potem naredila iz tebe invalida. Po večjih mesecih boš lahko prišel nazaj na svet so svoji 2 nogi in boš relativno v redu. Če si pa že prej bil v slabi kondiciji, recimo veliko teh bolezni in potem da te spravimo na aparat, in da ti tudi, če preživiš nekaj mesecev, pa nekaj tednov, nekaj takega hudega zdravljenja, bo na koncu tvoje stanje precej slabo. Da smo tak lep sonček, vitamin D, ki ga naše telo potrebuje tudi spanec. Jaz moram reči, da tle ne bom bila šolski primer, ne spim vsako noč 8 ur, seveda se trudim čim več in mislim, da je tudi ta počitek zelo pomemben del in je del regeneracije. Če smo mi čez dan aktivni, če imamo mogoče še kakšen trening zunaj. Jaz sem recimo ena tista ljubiteljca treningov in vadb na prostem, tako da me zaprtje fitnessom sploh ne skrbi, ali pa v prejšnji rundi me to sploh ni skrbelo. Tako da, ja, poskrbimo za regeneracijo, poskrbimo za dovolj popite vode, poskrbimo, da smo res veliko na svežem zraku, gibajmo se, pa če tudi malo bolj aktiven sprehod, je to že res lahko en plus v dnevu za naše telo. In pa pozitiva, tudi ta pozitiva mora biti v glavi, da ne glede na to, v kakšnem stanju oziroma v kakšnem času živimo, da smo pozitivni na situacijo, kakšna je, da mogoče kakšno knjigo za mindset preberemo, mogoče kakšen pozitiven film pogledamo, pokličemo mogoče koga, s katerim zdaj ne moramo biti toliko v stiku, mu polepšamo dan.
mogoče malo kakšen nov hobi, ustvarjalno, umetniško žilico v sebi prebudimo. Tako, jaz mislim, da če tako gledamo na te stvari, bo vsem lažje, da se res, da si sam rečem, jaz sama sebi rečem, to je zdaj eno tako obdobje, tudi to bo šlo mimo in na tak način pač živim. Živite odgovorno. Čuvajte sebe in druge. Z masko na obrazu, razkuževanjem rok in ohranjanjem varne razdalje. Po novem pa maske niso več obvezne med rekreacijo in na sprehodih v naravi. Če je zagotovljena medsebojna razdalja vsaj 3 metre. Ostanite zdravi, nasvidenje.